Danes v Pomurskem dnevniku veliko zanimanje za polžji kaviar. Nacionalni center hokeja na travi. Z velikonočnim pokanjem do kazni. Nova proga uradno potrjena. Vreme jutri delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V zadnjih letih se je reja polžev v Sloveniji kar razširila. Podjetnika iz občine Rače-Fram pa sta šla še korak naprej. Kot prva sta v Sloveniji začela pridelovati polžji kaviar. Za njima sta dobri 2 leti nenehnega garanja, izobraževanja in priprave pravega recepta za okusen polžji kaviar. Lansko leto sta imela 500 000 polžev in pridelala okoli 100 kilogramov polžjega kaviarja, ki ga na trgu prodajata pod blagovno znamko Alps Kaviar. Zanimanje za to specialiteto je v tujini veliko, a sta tudi na domačih tleh naletela na dober odziv, zato bosta kapacitete letos še povečala. En polž v enem letu proizvede le 4 grame jajc, zato se cena 30 gramov kaviarja giblje okoli 60 evrov. S polžjo rejo sta Branko Plečko in Vojko Golob v nekdanji teniški hali pričela pred 3 leti. Zdaj trenutno se ukvarjamo z polžjim kaviarjem. Za polžji kaviar smo se pač odločili glede same proizvodnje polžev, ker v začetku smo pač mislili, da bomo šli na meso, dejansko, ne. Ampak je prišla pač situacija takšna, da smo malo hoteli nekaj drugačnega in smo se pač odločili za polžji kaviar. Polže imata na policah posutih s hrano, ker le tako nenehno poteka valjenje jajčec, ki jih polži odlagajo v lonček z zemljo. Valjenje poteka tako, da mi imamo nastavljene lončke z zemljo in moramo mi kontrolirati vsaki lonček, če so jajčica notri. In dosežemo tako, da pogledamo, vidimo, tu je zlego jajčica in jih moramo pobrati. S tem jih poberemo tako, da jih moramo tudi potem prečistiti in tako naprej, ne. Vse to seveda ročno. Je podobna velikost med vseh jajčic, ne gre za to, da bi zdaj imel nekaj malih, nekaj velikih, potem različne oblike so tudi lahko, to se izločimo, lahko tudi poči sama ovojnica in potem to izločimo in na koncu seveda tisto, kar je kot drugi klas, posušimo. Šele na to pripravita kaviar po svojem receptu. Kaviar je nepasteriziran, je surov, samo konzerviran in je po okusu podoben jajčico. Popolnoma enako, razen da je slan, dodani so antioksidanti, ni nobenih E-jev, ki bi bili na prepovedani listi ali karkoli, ali vsaj nezaželenih. In to je osnovni princip nekega kvalitetnega kaviarja. Ker lahko jajčica enega polža poberete le 3-krat na leto, bo letos v tej hali okoli 2 milijona polžev. Polž ima okrog 80 do 100 jajčic. To je nekje 4 do 5 gramov. S svojo specialiteto sta prisotna v Avstriji in Nemčiji, po novem pa tudi v Ameriki, kjer kaviar uporabljajo na prav poseben način. Zanimivo, zadnji podatek iz Amerike, kjer je prvi kaviar že odšel. Ja, kar v šampanjska noter dajo in nekaj malega, nekaj jajčec in potem tako pijejo. Enkratno. Prihodnje bosta podjetnika iz Štajerske iz posušenih in mletih jajčec izdelala tudi kremo za obraz in noge. Hokejski klub Lipovci bo v ponedeljek v Kulturnem domu v Beltincih pripravil dobrodelni koncert za Nacionalni center za hokej na travi Lipovci, ki je tudi v programu Olimpijskega centra Slovenije. Več o samem koncertu nam bo povedal Alojz Raka, predsednik odbora za pripravo dogodka. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav tudi vašim gledalkam in gledalcem. Torej, če za začetek poveva, kaj vse se bo obnovilo v sklopu te obnove v Hokejskem klubu Lipovci? Namen je, da se obnovi celotna igralna površina, to pomeni, da se bo sedanja umetna trava v celoti odstranila, se bo pripravila nova plast pod, na to prvo osnovno plast pride posebna folija oziroma poseben filc,
ki zadržuje vodo po eni strani in seveda tudi omogoča, da je igralna površina mehka. Na to pa pride ta zelena površina, na vodni osnovi pomeni tudi, da se mora narediti namakanje in da potem igralci igrajo na zelo mehki površini, ki praktično ne omogočajo zelo varno tudi igro. Cilj je tudi, da se obnovi reflektorji okrog igrišča in da se pripravi vse za to, da bi se nekega dni tudi dodale ustrezne tribune, montažne ali kakšne drugačne. To bo tudi prvo igrišče z umetno travo na vodni osnovi v Sloveniji. Tako, to bo prvo igrišče in to, če spremljamo televizijske posnetke, vidimo ali pa gledamo slike kakšnih športnih dogodkov, takrat, ko vidimo igralca, ki teče, vedno se ena taka meglica ustvari, to pomeni, da je to res nekaj zelo dobrega za hokej, tudi za Slovenijo in nenazadnje je treba reči, da je namen, oziroma ta center bo nacionalni center za hokej na travi Lipovci. To pomeni, da Olimpijski komitej Slovenije tudi podpira tako imenovane male športe z namenom, da se širijo, da se razvijajo in da seveda tudi del denarja, ki ga pač omogoča država, ki ga omogoča tudi Evropska unija, pride tudi v Lipovce. Koliko je pa vredna ta investicija? Po oceni je investicija vredna 100 tisoč, s tem, da je že trava, igralna površina trava je že tukaj, tukaj gre za donacijo iz Nemčije. Seveda v teh 100 tisoč ta cifra ni vključena in pa pri tej številki je tudi predvideno, da bo veliko, vse kar bo možno, bodo upravili sami igralci, člani, družinski in tako naprej. Kdaj pa naj bi bila dela predvideno končana oziroma bi ta center pravzaprav zaživel? Cilj je, da center zaživi v novi podobi do avgusta, torej do praznika občine Beltinci, ki bo takrat tudi praznovala 20 let ustanovitve občine. Kot veste, je pa praznik občine Beltinci 18. avgusta. Kot sva že povedala, boste v ponedeljek pripravili dobrodelni koncert ravno z namenom zbiranja prispevkov za obnovo tega centra. Kdo vse bo nastopil na ponedeljkovem koncertu? Ja, namen tega dobrodelnega koncerta je, da po eni strani sponzorji, ki so že dorečeni, po drugi strani pa seveda obiskovalci z svojimi prostovoljnimi prispevki pripomorejo k temu, da bomo del od teh 100 dobili tudi na ta način. Na koncertu bodo nastopili skupine, ansambli, posamezniki, ki so vsi domačini ali pa kako drugače povezani z Lipovci in pa seveda tudi dva gosta iz Beltne, če lahko tako rečem. Torej, nastopila bo Mojra iz Beltne, če začnemo pri ženskah, potem Vlado Poredoš, ki je tudi velik prijatelj Lipovec, pokojnega slikarja Izidorja Horvata. In pa seveda nastopili bodo Veški dečki, nastopili bo ansambel Horizont, nastopila bo skupina Broken Hearts, seveda v uvodu bojo nastopili folklorna skupina Osnovne šole Beltinci, kjer moramo reči pod vodstvom mentorice Jelke Breznik in seveda vsi ti člani te skupine folklorne so tudi hokejisti in jih je tudi veliko iz Lipovac. Potem bodo nastopili tudi moški pevski zbor in da koga ne pozabim, skupina Magpie, Vlada Poredoša smo pa že omenili. Torej 8 skupin bo nastopilo, med samim koncertom se bodo na, upam, zelo zanimiv način predstavljali tudi vse selekcije, ali pa 3 selekcije hokejskega kluba Lipovci, od najmlajših pa do veteranov in pa pričakujem tudi nekaj kratkih govorov. Seveda pa naj rečem, da je namen tudi to, da se po koncertu da ostanemo v dvorani, da se malo podružimo, si rečemo kaj in tudi kaj malega prigriznemo. Torej, pester program, če pa zdaj za konec mogoče še povabiva gledalce, kje in kdaj se bo ta dobrodelni koncert odvijal? Ta dobrodelni koncert bo v Kulturnem domu v Beltincih ob 19. uri zvečer na velikonočni ponedeljek. Ta datum smo izbrali zato, ker je to praznični dan, ker tudi vsi tisti, ki tako ali drugače se tudi polprofesionalno ali profesionalno ukvarjajo z muziko, imajo čas. Pričakujem tudi, da si bodo ljudje po praznikih zaželeli tudi malo kulture, zabave in tudi druženja in veselimo se, da nas boste obiskovali. Pridite, vse je organizirano in upam, da bomo tudi delno pripomogli k temu, da bo avgusta ta center imel pravo podobo. Nenazadnje je treba reči, ker se drugo leto pričakuje Evropsko prvenstvo na tem igrišču in zato se moramo tudi ustrezno pripraviti. Veliko uspehov pri organizaciji koncerta in hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam.
Policisti se vsako leto v času velikonočnih praznikov srečujejo s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo pri pokanju. V preteklih letih je zaradi uporabe možnarjev in drugih pirotehničnih sredstev v času velikonočnih praznikov velikokrat prišlo tudi do hudih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem s karbidom v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni. Po izkušnjah iz preteklosti se namreč največ nesreč pripeti zaradi nepazljivosti ali malomarnosti, ugotavlja policija. Prodaja pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra. Uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti opozarjajo, da bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 evrov. Možnarji, katerih uporaba je med velikonočnimi prazniki v posameznih delih države, pa tudi na območju Pomurja zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Sicer pa lahko policisti vsakogar, ki uporablja karbid in druge plimske zmesi za pokanje in s tem povzročajo vznemirjenje ali občutek ogroženosti, kaznujejo z globo 104 evre. V primeru motenja miru in počitka ljudi se kršitelj kaznuje z globo najmanj 83 evrov. Vsi vejo, kdo bo gost oddaje Dora nedeljski pogovori, če povemo pižama. Eni se ga spominjajo kot reperja, drugi kot imenitnega stand-up komika, tretji predvsem po bradi in ugledni postavi. Četrti pa potem, da je s Fato enkrat vodil Viktorje. Le redki pa vedo, da je Boštjan Gorenc Pižama eden najboljših slovenskih prevajalcev in pisateljev. V pogovoru z Marjanom Doro pa bo Pižama pojasnil, zakaj kombinacija računalniškega in internetnega govora s slovenskimi knjižnimi klasiki in zakaj raje živi na vasi kot v opevani Ljubljani in ali se da živeti od slovenske besede. Pridružite se jima v nedeljo ob 18. na TV Ideja. Od pričetka 36. maratona Treh src, ki bo 21. maja, nas ločita le še slaba 2 meseca. Priprave pa že potekajo s polno paro. Maraton, ki poteka pod okriljem Radenske, bo tekače letos popeljal po novi trasi, ki bo tako zares kot tudi simbolično prečkala meje. Zveza mednarodnih maratonov in cestnih tekov AIMS je namreč pred dnevi potrdila novo progo, ki bo kar 4-krat prečkala mejo med Slovenijo in Avstrijo. Progo so želeli narediti prijaznejšo za maratonce, ki so v preteklosti na maratonu Treh src morali teči 2 kroga, ob čemer motivacija lahko znatno pade. Letos bodo tekli le enega razgibanega, atraktivnost proge pa so potrdili tudi tekači, ki so progo preizkusili v povratni meritvi. Hkrati so želeli dokazati, da meje obstajajo le v glavah, v športu in srcih pa ne. Zanimanje za maraton Treh src je tudi letos veliko, saj število prijavljenih še zdaj presega lansko število prijav ob istem času. Dogodek bo obsegal maraton Radenska Classic 42 km, polmaraton Radenska Light 21 km, tek Radenska Naturele 10 km, Oazin tek 5,5 km ter tekmovanje v nordijski hoji 9 km. Potekal pa bo tudi netekmovalni program, in sicer Veveričkin in Srčkov tek za otroke ter pohod Treh src. Za večerno zabavo bo tokrat poskrbela skupina Bigfoot Mama. Spletni medij sobotainfo.com poroča o javnem forumu, na katerem so razpravljali o problematiki energetike in o tem, kako se bodo Sobočani greli v prihodnje. Župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je uvodoma pojasnil, da se že nekaj let na mestni občini sprašujejo, kako se bodo greli občani, da bo najceneje, za zrak najmanj škodljivo in gretje tako, da ne bodo enostavno postali žrtve spreminjajočih se razmer na energetskem področju. Več si preberite na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 7 stopinj, v Murski Soboti in v Radencih 9 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in v Mariboru gibale okrog 4 stopinje nad ničlo, dnevne pa se bodo povzpele do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo po večini sončno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Zapihal bo jugozahodni veter. Proti večeru se bo od zahoda pooblačilo. V ponedeljek bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Več padavin bo predvidoma na zahodu. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 1 in 7 stopinjami, popoldan pa med 13 in 18. Toliko smo pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami pa bodite tudi jutri. Nasvidenje.